Živijo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni, podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prevežte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. V mladostniških letih je bil vrhunski alpski smučar. V času vojaščine se je srečal s plezanjem in nato postal alpinist. Preplezal je preko 450 alpinističnih smeri, vsaj 20 prvenstvenih. Diplomiral je iz primerjalne književnosti nemščine, nato nekaj let kasneje magistriral iz primerjalne književnosti, leta 1997 je doktoriral z področja literarnih ved, leta 2007 pa je postal redni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njegova bibliografija zajema številne znanstvene in strokovne monografije, prevode strokovnih del, eseje in različne članke. Za svoje delo je že prejel številna priznanja. Z Iztokom Tomazinom sta skupaj napisala izvirno, svojvrstno avtobiografijo z naslovom Naveza, ki povzema 30 let njunega prijateljstva in razmišljanja o družini, naravi, etiki, hrepenenju, lastni volji in omejitvah, življenju in smrti, preseganju in minevanju. Tole je epizoda številka 51. Hvala, ker si z nami. Če ti je podcast všeč, lahko na različnih platformah pustiš kakšen komentar ali pa idejo. Zdaj pa z nami v steni eden vodilnih sodobnih slovenskih literarnih teoretikov, vrhunski esejist, prevajalec, alpinist Tomo Virk. Je pa zadnjič v epizodi, ko sem gostil klele Carmen, Klaura, rekla, da si pa tudi tvojega brata je omenila, preživel kar nekaj časa nad češko kočo, svoje dni. Ja, res je. Kaj pa sta počela tam, oziroma kaj ste počeli tam? Mi, da sem bila smučarja, pa smo imeli poletne treninge, ne. Ja. Sam velikrat sva, zlasti jaz sem bil večkrat tudi sam, no. In smučal? Ja, pa po skalcah. Tudi malo poplezal? To pa skozi, vsak dan. Ker se mi zdi, da danes je mogoče skoraj ne vidim več ljudi, ki bi hodili smučati poleti. Če ni več snega. Ja. Pred par leti se spomnim, smo imeli spite z alpinista pod Prisojnikom, pa je tam en starejši možak kot desno gor hodil in je en celo tako ruknil, to je pa oče od Mateje Svet. Okej, to pa je zdaj strasten smučar. Ampak kaj, takrat ste hodili polet smučati gor? Tudi pod Prisojnikom je bil plas, ne. Ja. Tam par koči na gozdu se je šlo, tam, ko so oni slapovi, no. Ja, Centralc, Desen in to. Ja. Tam je bil večni sneg, ne, se je smučal. Pa na ledinah se je bila žičanca. Ja, žičanca. Malo več, ja, celo. A gor proti Skuti? Proti ledeniku, ja, bivšem. Tako, ja. Tam je bila češki koči, tam so v glavnem te stare Tomasove žičance. Jaz sem še bil, kdaj je bilo, kakšne leta 75 je bil zadnjo poletno republiško prvenstvo na Kredarci. Ledeniku pod Kredarco, ne. Zanimivo. Pa bil sem še čist mlad, sem moral biti na Majnikovem memorialu na češki koči, kar pomeni, da tam enkrat je pa bil konc maja, se mi zdi, ne. In je bilo še na spodnjih ravneh veleslalomska proga, ne, slalomska, ne. Je bilo še vse zalit. Ja. In prvo leto, ko sem hodil, je bilo junija, pa na začetku julija je bil še od spodaj plas, ne. Koliko si bil to star, ker si recimo prvič smučke gor nesel? 13. Ampak bil si pa član reprezentance smučarske, ne? B in celo A reprezentance. Sprav, to je bilo v tistih časih, je bilo smučanje verjetno res, kot so rekli, nacionalni šport.
Ja, takrat Slovencev. se še ni, ja. Pa takrat se boleč še ni, se je šele začenjalo smučati, ne, pol so začeli v Argentino hoditi, kakšne par let pozneje, no. No, Kaprun, seveda. Samo Kaprun, ampak tukaj, ko sem osnovno šolo končal, sem bil 14 let star, ne, pa sem malo prej končala, 8 razred je bil takrat, sem šel za 10 dni na Češko kočo, sem bil čisto sam, mi je dal Andrej Kluče, Krničar, ne, sicer so bile kar različnih let, ne, ampak so bile kar prijatelja, ne. Sem bil zmeri zastonj, sem mu drva nacepil za celo sezono, ne, pa v čašu kaj iskati na Jezersko, če mu je kaj zmanjkalo, ne. Tako da tam sem bil doma. Dolga Super. leta sem bil čisti domačin. To je čisto iz nekega vzgiba, pač si imel toliko smučanja rad, ali je bilo bolj v smislu, jaz moram trenirati, zato da bom dober pozim? Si star 13-14 let, to te gonijo, fotar pa drugi, ne. A ja, so te... Ja. okej. Ampak hribe sem v tokrat, ne. Češko kočo sploh sem bil zaljubljen. Pa ste doma že, ste verjetno mogli v hribe hoditi, familiarno? Ali niti ne toliko? Starši? Ja, ampak ne toliko, ne, ker ne vem. Smo ženo, ampak foter je imel vrtoglavico, tako da, ko sem bil 10 let, smo šli, Vodnikova koča, pa čez Prehedavce, pa dolina Triglavskih jezer, take ture, ne. Ja. A Triglav pa ni mogel, kaj ima. Ja. No, ampak tako, kako pa si potem prišel pa stik s plezanjem? V vojski, ne, kakor v knjigi, mislim s plezanjem, da sem se organiziral, če tako rečem. Ja. Drugače sem pa, jaz sem bil celo poletje na Češki koči, pa sem vsak dan plezal, ne. So tudi te domačini, Krničari pa drugi tudi, ne. So imeli tam te svoje balvane, 5-6 metrske, jaz sem vse zlezel, kar so oni zlezali, ne, v supergah pa to seveda, ne. Ja. Pol sem mene 3-krat na skrivaj še soliral, ker sem vedel, ko sem skozi govoril v teh smerih, pa še kdaj plezati tam. Gor nad- Nemško v Dolgem hrbtu ali pa, Ja. ali pa kaj že tista, kaj na Dolško škrbino pride, se že pozabil. Ena trojka pač. Pa neimenovane smeri tam, nižje stence. Pa si šel pol v sami knjigi se bojo še dotaknile malo kasneje, ampak šel si v vojsko, ne, in to v Tolmin. In tam si srečal kar nekaj podobnih zanesenjakov, plezalno-alpinističnih, pa smučarskih, ne? Ja, da pravih alpinistov, ja. Tudi že Himalajcev, pa res vrhunskih. Kdo so bili to? Tomazin, Matevž Lenačič, sej. V knjigi so omenjeni, potem Marko Lichtenegger, Janez Benkovič, Silvo Babič, gotovo sem kakšnega še spustil. In kako je izgledalo to, tako nek tisti, ki nismo bili, ne, jaz sem 77-letnik, seveda nisem bil v vojski, v bivši jugi, ne, pravzaprav sploh nisem bil v vojski, so takrat pač spremenili naborniški sistem v poklicno, ne, ampak te starejši, ne, ki so pa bili, so nas skozi malo dražili, kaj pa vi mulci, ki sploh ne veste, ki niste vojske služili v jugo armiji, ne, ste tako malo na pol desci. In v kontekstu tega se mi zdi, da tako vse te zgodbe, ki smo jih poslušali, se nam je vedno zdelo, da tam so vas sam zajebavali skozi, ne. Zdaj, vi ste pa kar nekaj okoli hodili, ne? Ja, jaz nikoli nisem maral te mitologije, najbrž zato, ker sem dosti drugih doživeti, pa ker sem bil en tisti, ki so šli starejši v vojsko, jaz sem šel že po študiju, pa enega otroka sem imel, pa tudi če ne bilo tako, mi taka državna ideologija ni bila všeč, pa da gre za leto stran,
skoraj uječo, mi tudi ni bilo všeč, tako da vojske nisem maral in nikoli nisem pravil zgodb iz vojske, kar sicer je neka folklora, ne. Prvič v življenju me je tako rekoč čisto prisilil za tole knjigo navezati, da sem moral nekaj v vojski spregovoriti, ne. No, zdaj bom pa drugič, samo na splošno. Tolmin je ni bila sicer edina taka vojašnica, ampak ena zelo redkih, ki sploh ni imela ograje okrog, ne. Tako že občutek je bil majčkeno večje svobode, ker vsaj polovico ali večji del vojašnice je bil odprt na športno igrišče in tako. Red je bil takšen, da popoldne oficirjev tako ni bilo, samo dežurni oficir in športnikom, tukaj so bili predvsem tudi alpinisti, so dovolili popoldne hoditi teč na treninge, zato ker so potem tudi nastopali na raznih državnih prireditvah ali športnih ali pa teh plezalnih in seveda so morali biti v formi in je ta tolminska kasarna imela cel kup priznanj iz tega naslova, tako da tukaj v okviru tega zapora, kot jaz vedno rečem, bilo kar precej svobode. Pozimi pa sploh, pozimi smo šli pa za kakšne 2 meseca od komando, kot se je reklo, na Pokluko, kjer se je smučal, ker je bil to alpski bataljon in so morali znati smučati, ne bi znali tudi malo plezati, ampak tega je bilo manj v Tolminu, ne, predvsem smučati. Mi da z Iztokom smo imela pa srečo, da po Pokluki so šla pa še za kakšen, še pozabil koliko, mogoče slab mesec v Bovc, kjer sem imela opravka, Iztok, ki je bil zdravnik, jaz pa vodja tečajev za oficirje specialnih enot iz Jugoslavije, smučanja, ne. In zato, ker smo morali mi komandirati tem oficirjem, ne. Kako bi izgledalo, če bi navaden vojak v uniformi postrojavil, kot se reče, oficirje, smo mi lahko bili v civilnih oblačilih, ne. Tako je bil še poseben občutek svobode, tako da ob vsej utesnjenosti je bilo vendarle, vsaj zame, za Iztoka pa sploh, ki je bil zdravnik, to služenje ni bilo tako legendarno težko pa zoprno, ne, s vsemi temi zabavanji, kot si rekel, ne. Ja. Ker sej skozi tale pogovor se bova skozi majčkeno tudi na tole vajino knjigo navezovala, ampak tako veliko pač opisujeta, kako ste hodili tudi plezati tam na neko kamnito škarpo ograjo ali na neke skale. Ja, to je bilo, ne vem, par minut stran iz kasarne, ne, tako da tja je bilo mogoče vsak dan hoditi, to je bila neka stara, se mi zdi, cerkovca. S kamnitim zidom, tako kot na Šancah, na primer, ne. Se je tam plezal. Včasih pa za vikend, ko cel vikend ni bilo oficirjev, se pa spomnim z Matevžem Mlenačičem, pa z Janezom Benkovičem, da smo šli pa tudi v Čiggin, pa tam so kar eni 3 vrtci, takrat bili, zdaj je 1 oziroma 2, ne. Je bilo nekaj možnosti, ne. V Bovcu pa ni bilo, saj tudi zdaj po mojem ni prav v samem Bovcu plezališča, ampak takoj gor nad Bovcem, tam, kjer je tudi vojašnica bila, so bile take malo daljše plošče, celo kamnite, 20-30 metrov, pa smo tja hodili se zverati malo. To je moglo biti tako takrat, če si probam uživeti v tisti čas, kar tak en dober del dneva, ne? Ja, odličen, super, to je bilo super. Ker tudi v knjigi opisujeta, kako sta smučala predvsem okoli Viševnika, ne, Draški vrhovi in to. In takrat ste presmučali tudi kar nekih takih strmih zadev za tisto obdobje mogoče. Ja, nekaj na Kaninu,
isto navaja se, te spusti so navedeni, za tiste čase so bili kar zanimivi. Najtežji pa mislim, da ni nikjer evidentiran, ker bi ga bilo težko pisati. To je bil pa spust o polnoči na to prepadno stran Viševnika. Ne. V bistvu nišče od nas treh takrat ni vedel, kako smo to upravili dejansko. Mi smo bili vsak dan na Viševniku, ne, smo tudi pozneje pogledovali po tistem, kjer smo v sredi noči smučali, pa se nam je zdelo kar tako nenavadno, ne, to bila je strmina, mi so bili skoki, skalne stopne, ampak nekako smo bili v nekem posebnem razpoloženju. Je tudi čudovit takšen nebesni pojav, polna luna, pa dvojni, no in ko se reče, niti Malteški križ, kaj je bil Malteški križ, pa dvojni krog, ne. Služili smo vojsko, kar ni v redu, ampak vzeli smo si svobodo, pa smo šli polnoči na Viševnik, videli se je dolino, ker je bila polna luna, in je bilo pač neko posebno razpoloženje, ne. Že polna luna na marsikoga vpliva, ne. Ja. Tako da to je bil po mojem daleč najtežji naš smučarski spust. A pa si pol kasneje, tudi kaj je vojaščina šla že mimo, še kaj smučal težjega v gorah ali se bolj na pač samo plezanje? Bolj na plezanje. Smučanje mi ni, sem z Jalovca tako priložnost bolj za kondicijo, ne, nisem pa iskal, spomnim sem, ko sem z Jalovca smučal, pa sem šel prej še, mislim, da je sosednji hrib, se tudi Ozebnik imenuje, pa nekaj tašnega, pa je pa še Jalovčev Ozebnik, ne, najprej sem šel na Ozebnik, pa Jalovc, pa dol skozi Ozebnik. Pa sem naletel je pa gor hodil glih Luka Karničar, ne, pa seveda smo se dobro poznali, pa me gleda, pa reče, viš, zdaj, ko si alpinist, ne, vidva z Davotom bi morali tu v Himalaja smučati, ne, dej, on je bil zelo strog tudi do svojih bratov, Luka je bil vzgojitelj, ne, tudi to, in mogoče ni mu zaupanja, ne smučarskega, ampak ne vem, osebnostnega, to ko brata, sicer se je tukaj zmotil, ne. Sam meni iz mnogih razlogov pač to ni dišal, imel sem družino, službo, ker nisem mogel pustiti, tako da za Himalajo se nikakor ne bi odločil. V naših hribih pa tudi pozim, ne, sem bil smučarski trener, ne, sem bil skozi zaseden celo zimo, ne. Sem kdaj med treningi tam, kjer smo bili, tudi zunaj smučiš kakšne drzne stvari smučal, ne, ampak nikoli tako, da bi načrtno šel v naših hribih kaj. Ne. Sva tudi z Iztokom kakšne stvari, ampak v primeravi s tem, kar je Davo začel zelo kmalu smučati, to ni bilo kaj posebej zahtevno, ne. Ja. Sem šel bolj enkrat pozneje s prijateljem, ki sicer ni bil alpinist, ampak dober športnik, Sini Slap, ne, ki ni zelo zahteven za plezati, ne, ampak oba sta bila tudi s tem mojim prijateljem skupaj v reprezentanci, Davota sva poznala, vedela sva, kaj je to smučanje, ne, kako je mogoče ta Slap presmučati, nemogoče, ne, sva šla pogledati, kako bi se to dal, še vedno se mi zdi nemogoče, ne, kako je Davo to zmogel, to je res fenomenalen podvig, ne. Ja, če zdaj pomislim, čez uno zaveso, ta najbolj strn del, verjetno, če ga je naknadno posnežil, pa da je pol nekako čez prišel, ne. Ja, sej se malo se je podričil, pa, ampak vseeno moraš na sred prileteti in obstati, ne, v tistem snežnem zametu ali delu, ne, te ne sme čez prekucati, to se verjetno se je kar pripravljal, ne, se je tudi ni šel kar na neke... Ne, se je, ampak pa je bil, tako kot bolj ali manj vsa družina Karničarjev je bil tudi tako fizično superman. Ja, ta prav jezerjan, ne. Ta prav jezerjan, prvič rojen v hribih, ne, tako da mu je to bilo v krvi, pa tudi izjemno fizično sposoben, ne. Kako pa si, oziroma kdaj si pa alpinistično šolo delal?
Potem, ko sem že kakšno leto plezal, pa mislim, da sem bolj izpite naredil. V šolo se ne spomnim, da bi kaj hodil. Ene par predavanj že, ne, ampak teh praktičnih zadev pa nisem. Ne vem, sem bil v službi, nisem od časa. V glavnem so bili mlajši, ki so si lahko prvoščili, jaz družino pa služil pa težje. Pa mislim, da so mi malo skozi prste pogledali, ker sem imel že kar za tiste čase kar težke vzpone za sabo. Tako da mi niso težili s temi praktičnimi veščinami ali pa da bi moral z alpinistom plezati ali kaj takšnega. Ja. Kjer odsek je bil to? Domžale. Domžalski, ja, ne. Takrat je bila kar močna druščina. Tam. Ja. Takrat so Karo pa Jeglič, ne. Začela v Patagonijo počas hoditi, ja. Sta pa pač spet, ne, potipamo narahlo še knjigo. Sta pa se, kot rečemo, alpinisti, ne, nakompala z Iztokom pa kar dober, ne. Ja. Kako je izgledalo plezati in biti z Iztokom, ker pač vsi vemo, kako sposoben alpinist je bil, pa tudi sicer praktično česarkoli se loti, ne, gre all in vedno je bil tudi kot alpinist zelo motiviran, ne, se zato mu je tudi toliko uspel. Je mogel biti kar motor. Ja, seveda je bil, ne. Zdaj, vlasti prva leta sem tudi jaz imel dosti veliko navdušenje, pa na nek način tudi fizično pripravo še iz smučarskih časov. Tako da najbrž sem bil samo naivno navdušen, ne. Potem Iztok se je zelo kmalu, ko sva midva začela občasno skupaj plezati, se je močno poškodoval pri smučanju, zelo kompliciran zlom noge, ne vem, skoraj 30 šravfov je noter dobil, rekel sem mu, niti da ne bo normalno hodil, nikoli več, kaj šele. Da bi se športom ukvarjal, on je svojo izjemno to voljo in motivacijo vse to demantiral, seveda, in je začel plezati, ko ima še vijake v nogi, ne. Jaz sem od takrat za sabo kakšne 10 vzponov, res je bil povprečje tam 6 plus, ne, ampak vseeno, ne, popolnoma neizkušen. Iztok spet enkrat povabi, da grejo plezati, in ko se naveževa, reče, no, zdaj pa začni, ne. Jaz sem skozi seveda v zadnji plezal tiste vzpone, se ne bi bil sposoben, bi rekel, jaz ne morem, jaz šravfe v nogi, jaz ne smem pasti, ne. In tako sem se zelo hitro nekako, mislim, da sva to plezala JLA, ne. V Šitah, ja. Ker tudi na začetku ni prav ogromno vrvanja, kakor se je spomnil. Najprej malo krušljiv, pa drug cuk je malo gladko za nekoga neizkušenega, kot sem jaz, ne. Ampak, ja, tako me je zelo hitro opeljal, in potem so pa zelo hitro tudi težje vzpone, tudi prvenstvene, in nekako v tem začetnem mladostnem idealizmu kar šlo, no. Včeraj sem majčkeno pregledoval tele tvoje vzpone in sem ugotovil tudi, da sicer, če se ne motim, ne z Iztokom, da si prva ponovitev Ajdovske deklice tudi opravil. Ja, pa že prvo zimsko najbrž, ja. Ali pa celo prvo zimsko, ne? Ja. Ker si predstavljam, da prav veliko vzponov tam ni bilo. Do takrat jih ni bilo, ne. Naprej, tudi kasneje, mislim, ne? Ja, pa so še ene par smerinov splezali, takrat je bila bolj samo ta klasika, ki so ti naši trije mušketeri. Ja. Zleza pa so še lasje, pa ne vem kaj še. Zleza, ampak takrat pa res ni bilo veliko. Mislim, da sva z Matjažem Ravhekarjem delala drugo ponovitev, pa sem pa še s Gregom Kotnikom mogoče celo tretjo ponovitev, pa prvo zimsko. Pa se kar nekaj časa preživel tam. Super. Ja, okrog Vršiča pa res, ti si je nekako ja, tudi nad Šitom glave imaš veliko prvenstvenih. Tudi največ, ja. Ene par sem jih plezal, Vodnak želja. Pa kar nekaj, kar tako, tak težji rang smeri, ne tistih
najbolj, bom rekel, klasičnih, no, ki se jih sicer pleza tam. Ja, kažna je tudi malo težja, ne. Sta pa- Je lepa, ne. Ja, to je res lepo, Ja. to je tako res uživancija. Sta pa plezala tudi z Iztokom v Rjavini, ne. Ja. To je bila kar izkušnja, ni bila? Ja, visoka stena je, ne. Ja, saj Pa zato. kar razmeroma, ker je visoka stena nanese, ne, potem teh težjih cugov, mislim, dobro, to je zdaj relativno, ampak spet za prvenstveno smer, za tiste čase, mislim, so bili 3 raztežaji 6+, ne. To je bilo kar, čeprav je kar nekaj tudi lažjega, ne, ampak je bilo vse skozi napeto plezanje. Ja, Rjavina, nasploh ta dolina Kota, se mi zdi, je se glih tako kar majčkeno zapostavljena. Bila Zelo. in je, ne, tudi Ja. danes. Tako, se mi zdi, da kakšna tale milijarda ali pa centralna, to To. se še spleza. Dobro, zdaj sta Luki splezala pač tole težko smerne. A je Ja, se- res. Tam je prostora še. Ne. Ja, no, saj Ravno ravno zato, to. ne, ja. Ravno zato. Za recimo prihajajoče generacije, če se bojo opogumile Sigurno. za te velike stene, enkrat se že bojo. Ne? Ja, vse so dosti dobri. Ja. Sta pa z Istokom šla pa vse na neko odpravo, ne? Oziroma, V Kanado pa, ja, pa Ameriko, ja. ja mi mačkam povej. No, se moram popraviti, oziroma me boš ti, nista šla sama celo, ne? Ne, bili smo, da težko rečem, koliko navez je to bilo. So bila midva z Istokom, pa bili sta 2 plezalke, 2 alpinistki. In smo se mečkam kombinirali, ampak glavni cilj, za katerega smo šli, je bil pa, to ga je Istok naš, je bil pa ta Mount Assiniboine, zelo lepa gora, kanadski Matterhorn, in tam so nameravala prvenstveno smer splezati, vse ostalo je bilo pa prepuščeno razpoloženju, trenutnim okoliščinam, plezala so tudi s svojima soplezalkama in tako naprej. Potem v drugi polovici našega bivanja tam smo imeli različne cilje, na kar se je izkazalo, da smo v bistvu plezali iste stene, iste smeri na zahodu Kanade, v Squamishu, recimo tudi v kanadskem skalnem gorovju, kakšne stene, ki jih naši alpinisti so že prej poznali, pa plezali v Jamnuski, na primer, ne. So tudi oba svojima soplezalkama plezala zanimivo isto smer, ne da bi se prej to dogovorili, ne. Zanimivo. Ja. Tako se mi zdi, da mogoče sicer toliko Slovenci ne zahajamo v Kanado. Vsake toliko gre kakšen, ne, ampak se mi zdi, da je relativno nepoznano. Je, ampak ravno na ta konc so že pred nami kakšne 2 let prej bili in so plezali na tej skalni steni in na Mount Assiniboine so plezali pa še kakšne druge, mogoče manj izpostavljene cilje, ne. Ne vem pa, če kdo tam na zahodu, kjer so take čudovite gladke plošče v Squamishu, koliko je pred nami kdo tam plezal, ne. Tja, ti se je bila pa tudi zanimiva izkušnja. Vsaj zame Istok se je vendarle že pred leti srečal s tem ameriškim načinom plezanja, ki je pomenil tudi, da tudi v težjih smereh je varovanje bolj naredko, ali ga pa sploh ni, ne. Spomnim se te smeri, ki sem jo soplezalko plezal v Squamishu, cena je bila bi bilo to 7+, se niti ne znam zdaj točen prevesti, koliko je to 6C, ne vem, koliko je. Prvi raztežaj, ki je bil 40 metrov, skala položna, seveda, ne. Na sredini sta bila 2 klina, 1 meter drug od drugega, pa nič drugega v 40 metrih, ne. Težavnost pa skozi ista zelo gladko, ampak tisti granit, ki
milimeter ven štelijo kamenčki, ne, in tisto včasih metaforično rečemo, da smo se za nohte, ne, držali, ampak tam pa dobesedno si za nohti zakavljal za tist, pa z nogami po natrenje, da bo šlo, ne. To mi je ostalo najbolj spominu, seveda na enem prvenstvenem vzponu, pa tudi tistem dan prej, ko sva zdivjala čez steno. To katero leto je bilo to, sam za občutek? Po mojem 90 ali pa 89. A takrat ste že imeli kakšna tale premišna varovala sabo od metuljev, zatičev? Jo, seveda. Ste imeli? Ja. No, ampak takrat menda še ni bilo to toliko dostopno, kot je danes, ker pač ste ampak smo imeli, sej za paklenico je bilo nujno, ker ni bilo kot danes, ne. Takrat paklenici ni bilo. V Švicarski je bil recimo tisti svedravc skoraj na plati v prvem cugu, kot je še vedno najbrž, ne. Drugega pa ne. Švicarski? V paklenici. Švicarska varianta karabore. Aha, Dejstvo domžalske, ne. Ja, točno. Ker orang plata. Ja, plata je orang, tam je bil en čuden svedrovc, rekli smo mu tist konzerva, ne vem. Slab, ampak do tam ni bilo ničesar, ne. Ničesar, je pa zelo lepa poč, ne, za varovala, tako da te zatiče. Smo rekli jebice pa frende, ne, to seveda smo imeli v paklenici, si to uporabljalo. Koliko ste pa kucali kaj kline V zabijali? paklenici nič. Nič. Jaz se niti ne spomnim, da bi v paklenici kaj zabil. Sej, tam je skoraj posod možnost brbanja, ne. Lahko kdaj izjemoma, no. Kakšen štant, ne. Ja. To mogoče že, drugače pa ne. Si pa veliko hodil v paklenico. Ja, tako kot vsi, seveda. Ja. Se to se mi zdi, da je tudi še danes. Ja, tudi še danes, ja. Tiste začetnike, ki jih recimo malce bolj prime, ne, dvakrat na pomlad recimo ali pa na jesen si hitro dol, ne. Ja. Pač je pa res, da ne, sej danes, to se vse ve, zdaj se ne tabori več, ne prenočuje not v kanjonu. Čisto drugače danes. Navrtano je, ne. Navrtano je, pleza se celo leto bolj ali manj, takrat polet ni nihče plezal, mogoče kdo, da sploh jaz vedel nisem, ne, ampak smo za 1. maja, ko so bile te prvomajske počitnice, smo šli za 10 dni dol, paklenice, Tulove grede, Dabrskih kukov, še nismo poznali takrat, pa pol za 29. novembra, ne. Takrat se je hodilo v paklenico, čez poletje pa ne, jaz sem bil enkrat še okrog leta 90, sem bil prvič polet v paklenici, pa žive duše ni bilo, ne. Tudi nismo, prevroče v bistvu se je takrat zdelo, ne. A si ti bil še v generacijah, ki ste lahko tudi šli še v malo paklenico? Ja, na začetku, ja. Ja, si kaj plezal tam? Sem šel enkrat na popoldanski izlet. Je pa zelo lepo, ne? Če še kdo ni bil, ne, izjemno lepo, izjemno lepo, ja. Mačkaj mi pa povej o teh Tulovih gredah, ne? To pa vsak, ki se pelje recimo že dol grede, predvsem pa nazaj po avtocesti skozi Sveti Rok tunel, ne? Zgor gledajo take res neverjetne, zanimive skalne formacije, predvsem taki stolpi, ne. In v času, ko sem jaz začel plezati, ne, konec 90-ih, je pač tam gor bilo zaprt zaradi še mine, ne, ja. Še zdaj manj, da je treba biti v tistem področju na določenih mestih previden oziroma je še označen. Tako bolj proti jugovzhodu je še zmeraj zaminiran, ne. Ja, pa manj, da prehodi tudi čez na severno stran, sploh tam, to je zdaj bilo rečeno, koliko je to res, ne vem, ne. Pa kako se pač spušča vse v neke kanjončke, ne, ki so neki kao normalni prehodi, da se jih pač podminira. Ampak mačken mi opiš, ker vse glih pa vedno tam mačken domišljija začne delati, ne, kako bi bilo lepo tam plezati, ne.
Ja, midva. Isto, ko sva oba v osnovni šoli brala Karla Maja, ne, in imaš pred sabo prizore, ki so jih snemali tudi na Tulovi gredi. Ne. Tudi gor so snemali. Ja, Vinetova smrt se dogaja na Tulovi gredi. res? Tam je Vineto umrl. Ne. Neki so Paklenici snemali, ampak prav najlepši prizori so pa gor. Tako da že to je bilo privlačno. Plezanje še bolj prvinsko kot v Paklenici bilo, ker je skala je zelo podobna, ampak mečkam bolj gladka, tako da je mečkam manj možnosti tega vrbanja sprotnega, bilo je še posebej velik izziv. Ne. Z Iztokom so kar 3 prvenstve tam splezala, čeprav v ničku niso vse označene, ker so eno drugi poznej preplezali, oziroma 2 druge smeri gresta čez najtežjo. Imam 2 traumatična spomina, no, na Vihto, ki so z Iztokom tam doživeli, ene popisane v knjigi, tako da predlagam, da si knjigi preberete to traumatično doživetje. Drugič je pa prvenstveno smerka svojo z Matjažem Ravhekarjem tam splezala. On je bil tudi prej v Ameriki, plezu težke smeri, v spominu zelo všeč mu je bilo Joshua 3 in so to smer poimenovala Joshua 3. Ne. Je pa zdaj tako, prvi raztežaj, je na sredini raztežaja stal na špičkah, sploh ne vem, kako se je lahko držal, pa zavrtel svedro, kakor ga lahko. Raztežaj pa 8 minut ocene, ne, mislim, ne. V drugem raztežaju, ko sem ga jaz dobil, ni bilo možnosti vrbanja, ampak je bil samo 6 plus težek, no, pa že spet še en raztežaj 7, ker se je dalo 2-krat zatakniti. No, tole sem rekel, nikoli več kaj takšnega, ne, preizkušati, tako da je tam bolj gladko, je pa čudovito, ne, čudovito okolje je, veliko bolj prvinsko in zadnji tudi na pol traumatičen spomin je pa od lanskega leta, ne. Ja. So šla z Iztokom, končala sva to knjigo, ne. So rekla, veliko sva omenjala od Vinetoja, greva splezati smer Vinetu, ne, ki se vleče čez 3 stolpe, dolga je, 420 metrov, težavna za človeka, ki je z ena noga v grobu. To sem jaz, ne Iztok. Iztok je isti, kot je bil nekdaj, ne, zame pa kar, ne, 6 plus je kar težko, pa skozi je napeto, ne. Ampak spomin na stare čase sva šla in se je vse dobro končalo. Vse se je dobro končalo, ja. Ja. Mogoče še to z občutek v tistih časih, koliko pa je plezalcev hodil pa v Tulove grede gor plezati? Če pomisliva, koliko jih je hodilo v Paklenico, koliko jih je pa za Vilke gor? Ne, veliko manj kot v Paklenico, ne, seveda, predvsem manj. Pa recimo moral imeti prevoz, kar ni bilo samoumevno. Jaz sem vsaj 2-krat v Paklenico šel z avtobusom, ne, zelo veliko ljudi, takrat alpinistov je šlo z avtobusom. Pol nekaj let smo se peljali s kakšnimi razmajanimi katrcami, za katere ni bilo zanesljivo, bojo preživele vzpon gor na Tulove. Bili so tudi taki razlogi, no, pa tisti, ki sem jih prej omenil. Vseeno je mečkan več drznosti bilo treba za Tulove grede kot za Paklenico. Ja. Skratka, tako zdaj, če pomisliva oziroma pomisliš, te pač skalna plezarija še najbolj ali kako pritegnila od teh nekih alpinističnih možnosti, ki se jih lahko sicer počne? Ja, očitno mi je bilo po svoje, ja. Skalna, čeprav pozim grape pa slapove samo tudi blazno rad, ne. Ne, nisem pa preveč maral zlasti teh skalnih zimskih vzponov, ne, pa kombiniranih, kjer je manj elegance, bi rekel, ne, manj plesa po skali, bolj se boriš. Zdaj, takrat so se že začele bolj suhe zime, ne, tako da smo kakšne ponovitve šli delati. V spominu mi je prav te moje skali nad steni nad Čitom glava, kjer sva
s kolegom ponavljala Sokola, ki je bil prvenstvena smer Matjaža Ravhekarja pa mene. Smer v redu je čist smerno težka, zdaj mislim, da je najtežje mesto, ki ga pa takrat niso prosto zlezla, je okoli 7, drugače pa 6+. Ampak stena je bila čist suha, niti, vsaj v sami smeri ni bilo čist nič snega, ne. Samo že spet vrvanja skoraj ni bilo. Spomnim sem začel plezati, se to poznamo, pač si alpinisti najbrž. Po 5 minutah nisem več čutil prstov, ne, vse je toliko težko, da v rokavicah se ni dal plezati, ne, in kaj me je odbijalo, da bi veliko v tem plezu, zato ker nisem vedel, ali držim oster grif ali je zelo odprt oprink, ne, sploh nisem vedel, nisi čutil in nisem vedel, a se lahko potegnem ali ne, preprosto nisem vedel, ne. In to mi je bilo preveč mučno, da bi si zelo želel pozimi plezati skalne smeri, ne. Prosto nisem bil dosti sposoben za to. Ja, no, sej, tudi ta občutek vsak, ki pozimi kakšne te zimske naše klasične skalne smeri ponavljal, ve, kako je to, ne. Ja, sej. Je pa res, da se je takrat tudi še v mojih časih smo malo gledali, koliko je kaj snega, ne, pa si bil kar vesel, če ga ni bilo preveč, ne. Ja, sej smo hodili ponavljati, pa Helbo, pa tako, no, ampak se pravim, preveč me pa ni mikalo, no. No, mogoče je pa zdaj čas, da končno tole knjigo omeniva, tudi pokaževa, in sicer z naslovom Naveza, ki sta jo pa napisala z Iztokom skupaj. Ne, tudi poslušal sem vaju na zadnjem filmskem festivalu v Cankarjevem domu februarja in ste rekla, da je bila pravzaprav ideja že stara. Ja, Iztok je imel tako kot večino najnih skupnih podvigov, ne, je on bil pobudnik, on motor in tudi to je pri njem že stara ideja, ja. Jaz sem bil bolj zadržan, moram priznati. Ja, v kakšnem smislu? Tako kot nikoli nisem pripovedoval v svojih doživljajih herojskih v vojski, ne. Tudi nikoli, ne vem, nisem mislil, da bom pisal v svojih alpinističnih podvigih. Ali pa sploh oseb, ne, da bi celemu svetu razkril svojo zelo globoko duševnost. Ja, okej, ta del razumem, ampak sej, kakor sem jaz razumel, tole knjigo niti ni to bistvo te knjige, ne? Ja, sej to je bil pa razlog, da sem vendarle potem pristal na to, da napiševa skupaj to knjigo, ne. Sva imela podobno predstavo o tem, kakšna naj ta knjiga bo. Ker če si prej razlagal, kje sta se z Iztokom spoznala, ne, pa še danes sta prijatelja in tako, ko opisujeta to vajino pot in vse, kar se vama skozi alpinizem in sicer skozi življenje dogaja, je tako zelo berljivo, ker hkrati, to tudi če pridemo, ne, si ti sploh, rečemo na področju literature, velik strokovnjak. Za Iztoka pa tudi vemo, da mu pero gre, ne, in je tudi marsikaj že napisal in tudi zelo berljive in ne nazadnje za tole našo slovensko skupnost, kjer pač je tudi literatura del nje, so njegove knjige tudi relativno na visokem mestu, ne, v smislu verjetno tudi branosti, sicer to na pamet govorim, ampak tako se mi zdi, kako in kaj, ne, so pa med pomembnejše. So, ker so in literarno spretno napisane v zelo lepem literarnem jeziku, polne metaforike, ki je zelo taka sproščena, ne, ni prisiljena, obenem pa tudi so neke te duhovne pa miselne ambicije vedno pomembnejše postajajo, ne, pri njegovemu življenju in to tudi njegovemu pisanju in to daje tem knjigam seveda še dodatno vrednost. Ja, ker sen je pa knjiga zanimiva tudi s tem, ker pač pravzaprav v istih dogodkih pišeta
dva, ne, torej dve osebi. Ti isto, vsak na isti dogodek gleda iz svojega zornega kota in je že iz tega zanimivo. Sicer to ni novost, tudi že pri nas je bilo nekaj napisano, pa tudi verjetno, da jaz ne vem, ne poznam toliko, širše verjetno se je tudi to vrsten način pisanja že prej kje zgodil, ampak vseeno, kako sta prišla do ideje na tak način? Ja, kakšnih izgledov za to niso imela, v drugih knjigah, pač pa najbrž to mi, da so, sicer tukaj niso popisani že najni skupni vzponi, je neki zbor, najbrž tega, česar se dovolj dobro spomnava, da so o tem lahko pisala, pa vendarle so se videla razmeroma redko midva, zunaj plezanja se nisva kaj dosti družila, razno v zadnjih letih vedno več, ker je isto kot moj zdravnik tudi, osebni, ampak oba sta bila zelo zaposlena na mnogih drugih področjih, tako da najin stik je bolj ali manj bil plezanje, kljub temu, da so se dokaj redko videla, včasih po par letih, so imela pa vsakih občutek, mislim, da se zelo dobro poznava in kot da teh premorov ni bilo, kot da so se včeraj pravkar videla, čeprav že nekaj let minili. So videla, da so očitno vzpostavila nek odnos, da se na nek poseben način razumeva in da bi to lahko bila na nek način tema, glavna tema te knjige. Zdaj, kako to doseči, kako to izraziti, je pa zdaj druga stvar. O tem neposredno pisati, ne direktno, se mi zdi, da to ne prinese kakšnega posebnega uspeha. In saj zame, kadar sem se čutil vseeno prisilen parirati tisto, ko pa tudi sam kaj izrecno napisati v tem odnosu, so to najslabši odlomki te knjige. Najboljše je, kadar je ta odnos razviden iz samega dogajanja. In zato je to dogajanje ves čas ozadje, ni v ospredju, je ozadje te knjige, v ospredju je pa tisto, kar niti ni čisto izrečeno, kar pa če je knjiga dovolj spretno napisana, naj bi se pa vendarle izrazili. Torej tisto, kar po domač naj bi med vrsticami prebrali, oziroma začutili, ali pa se to poznamo, ko nekaj bereš in se ti začnejo neko občutja dogajati v sebi in morda začneš razmišljati, kaj malo nase povleči, kaj pa zdaj jaz doživljam, tole pa zanimivo, pa tako mogoče se s čim poistovetiš, mogoče te kaj odbije. In tudi tako se mi zdi v zadnjem času prav veliko tovrstnih knjig pa ni. In je tako, iz moje zelo laične perspektive, tako neka taka svežina. In res tistim, ki radi berete, priporočam, da tole vzamete v roke, tole knjigo in vam zagotovo ne bo žal. Ampak, če se pa malo vrneva, ti si bil kot mladostnik smučar, potem si celo postal smučarski trener, si se celo preživljal, če se ne motim, nekaj časa s tem. In v neki točki si pa delal tudi kot bibliotekar. Ampak kar hočem pa reči, je pa to, da nekje si pa tudi mogel vzpostaviti nek stik z branjem in s knjigami in potem, kar je vse sledilo iz tega. Da, to je bilo pa tako moje osnovno zanimanje. Sem študiral književnost, med vsemi temi drugimi zaposlitvami in dejavnostmi sem tudi magistriral, takrat je bil to druge vrste magisterij kot danes, ko je diploma, in pol doktorat oddelal, predvsem pa bil zelo dejaven navzoč v tem literarnem, kulturnem življenju. Bil sem urednik najbrž glavne literarne revije, veliko sem objavljal, pisal o literaturi, tudi knjige sem začel pisati o te take strokovne ali pa esejistične, tako da sem bil srcem na dveh področjih pravzaprav, na področju literature, pa delno tudi filozofije, pa na področju, pa v hribih, v
hribih. Ta ljubezen nikoli ni popustila in bila enako močna kot ljubezen do knjig, recimo. Ja, to, ne, ker mogoče je treba temu še dodati, da si tudi danes redni profesor na filozofski fakulteti, ampak mene zanima, še preden je prišlo do študija primerjalne književnosti, ker vseeno, ne, tudi jaz se spomnim, ali pa konkreten primer, smo bili 3 bratranci, enak stari in je en recimo kot mulc, ko smo bili mulci, ne, na Dolenjskem, spokojno babico takrat, ko nas je merkala, je eden malo več bral kot drug, kot ostale 2, recimo. Ne. Pa tudi jaz nisem toliko malo bral, ampak eden je pa še malo več, recimo. In tudi ti nekaj si mogel razviti to neko ljubezen, če rečem, do branja. Ja, včasih ni bilo... Kako se je to zgodilo? Včasih ni bilo telefončkov, badlančnikov, pa tega, ne, smo pač brali. Pri nas smo imeli doma veliko knjižnico. Kot sem že rekel, poletje sem preživel na Češki koči, kjer elektrike ni bilo, ne, bile so petrolejke, ali si igral šah. Imeli so vse stare letnike Planinskih vestnikov, jaz sem prebral vse Planinske vestnike, tudi to je nek hrepenenje po alpinizmu meni zbudil. Sem pa tudi sabo nosil knjige, ne. Že takrat v srednji šoli tudi kakšne strokovne, vem, da sem zelo rad psihologijo Antona Trstenjaka, njegove knjige sem nosil s sabo, pa romane, ne. Tako da, ja, je bila vedno v mojem nahrbtniku kakšna knjiga. Tudi na smučarske treninge, tam sem pa sploh takrat izstopil potem, ne. Ko je bil čas za sprostitev, na reprezentančnih treningih, ne, so se drugi sproščali na druge, bolj običajne, pa bolj zdrave načine, disko ali kaj takšnega, ne. Sam sem pa vedno čemel v svoji sobici in bral. Zdravi načini, disko, ne zdravi. No, gibanje, ne. Ja, ok, razumem. Ampak kako pa si se odločil za študij na filozofski fakulteti, pa ravno iz tega? Najbrž iz tega, ne, sej tako kot vsak mlad človek, ali pa kot večina, no, nekateri res točno vejo, kaj hočejo. Jaz nisem natančno vedel, kaj bi šel. Psihologija me je zanimala, filozofija, književnost, matematika. Sem naredil tudi sprejemne izpite za matematiko, ampak se nisem pa odločil. Jeziki so me zanimali. Potem tehtaš med tem. Niti ne vem točno, kaj nazadnje prevagam. Ja. To dostikrat so take stvari pridejo od znotraj, ne. Tako. In pol slediš in se potem razvijajo. Ker si pa napisal pa še eno, no, poleg vseh tvojih knjig, kot si rekel, da so pač bolj strokovne narave, ne, si pa napisal tudi oziroma izdal eno zbirko esejev. In to pa v tele kratki zgodovini večnosti, kjer pa je en zelo zanimiv esej, in sicer religiozna razsežnost alpinizma in sodobno iskanje grala. To je bilo napisano kdaj? Pač tam na začetku 90-ih let, se mi zdi, no. Okrog leta 90. Zdaj, da ne bom jaz neki bleferil, ne, meni so povedali, da to je bil takrat kar močen esej, v bistvu v smislu te neke sporočilnosti, oziroma sej niti ni toliko strašne sporočilnosti, kakor je pravzaprav nekih vprašanj, ne. Zakaj alpinisti, gorniki, planinci, plezalci, verjetno vsi ljudje, ne, ampak pač, ker smo na tem področju, počnemo to, kar počnemo. In če priznam, sem tole knjigo prebral že pred časom, ker sem jo imel, ampak sem jo pol, prebral, lahko sem še toliko pošten, da 3/4 je težko berljivo zame, ker če so toliko strokovne zadeve, če ni nekega predhodnega znanja, zelo težko razumem. Ampak zlasti ta esej, ki sem ga pa omenil, se pa spomnim takrat okoli leta 2000, ko sem jaz imel par let za sabo in sem to bral, me je pa zelo tako ne. In tukaj izpostavljaš in malce elaboriraš to večno
pravzaprav predstavljam si večno vprašanje alpinistov, ne, zakaj se sploh, grdo rekel, gonimo po hrebih, po težkih stenah, v teh težkih razmerah. Ja. Motiv je bil najbrž ta, ne, da dobro sem čutil, da je ta svet, v katerem sem, ne, alpinizma, da je tu ljudem, ki so zunaj alpinizma, ne. Da se zdi to neodgovorno početje, da ne razumejo, dejansko ne razumejo samega alpinizma in sem, tako kot marsikateri alpinist, sem čutil željo, da bi pravzaprav naredil nekakšen most, ne. Ker na drugi strani sem bil pa sem se gibal v tem bolj svetu, duhovnem svetu, svetu kulture, ne, literature, filozofije, pa se mi je zdelo, da med samim bistvom alpinizma in tem kulturnim svetom ni toliko velika razlika. Da so samo predsodki in na eni, predvsem pa tudi na drugi strani, ne. In sem skušal nekako premostiti ta most, te predsodke, naivno sem mislil, da lahko pravzaprav pojasnim to, kar je nepojasnljivo, ne. Ali verjetno je tako, ali imaš to izkušnjo ali pa nimaš, če jo nimaš, ne boš z istimi očmi gledal, ne. No, to sigurno, ker verjetno nas večina tistih, ki prihajamo iz družin, kjer doma starši niso bili vsaj resni planinci, ali pa celo alpinisti, je bilo treba zelo veliko razlagati, zakaj spet rineš, ne, plezati. Pač sicer starši so verjetno to nas hoteli odvrniti do tega bolj čisto iz preprostega razloga, ker pač so začutili, da je stvar nevarna. Seveda. Ampak tudi recimo moja izkušnja je bila kasneje taka, ko so nekako ugotovili, da pač odvrniti me ne bojo mogli, ne, takrat v tistih 20 letih, ko sem bil najbolj not. Pa ko so ugotovili, da se približno resno lotevam tega, karkoli ne bi že to pomenil, pa delam zraven še tiste stvari, ki jih sicer bi mogel, ne, takrat pač najprej je bil to študij, ne, so mi pol tudi do neke mere zaupali. Ampak dostikrat je bilo pa še vedno, ne, zakaj rineš tja gor, ne. In ti si verjetno se ukvarjal tudi z literaturo ali predvsem alpinistično, kjer se je tudi kakšen predhodnik tvoj spraševal podobne stvari, ne. Saj to poznamo, verjetno. Mnogi, ja. Ne, najbolj slavni je pač Nejc Zaplotnik in pač tiste njegove razmišljanja o cilju in poti, ne. Daj mi majčkeno ta del, ne, saj malo si že nakazal, zakaj te to zanima, ampak se mi zdi, da tisti, ki ne berejo toliko, pa jih mogoče se soočajo s temi vprašanji, težko dobijo kakšne odgovore, ne. Ja, težko, ampak ko imaš vse najbrž pri mnogih dejavnostih, zanesljivo pa izrazito pri alpinizmu, ki se že dogaja v takšnem mogočnem okolju, pa ki vendarle pomeni pogosto neko tvegano dejavnost, tega tveganja se zavedaš, benem pa to ni brezglavo tveganje, ampak neka zelo resna dejavnost. Tukaj marsikdo, jaz mislim, da velik del alpinistov ima neke občutke, jaz temu rečem občutke presežnosti, vsekakor pa občutke izjemnosti, ne. Veš, da si doživljal nekaj izjemnega in bi to izjemno rad posredoval drugim, ne. Jaz, ki nimam literarnega talenta, sem poskušal to posredovati na ta način, ki mi je najbližje ali pa za katerega imam mogoče največ daru, ne. Da na nek neznanstven, ampak bolj esejističen način poskušam to posredovati, ne, to svojo izkušnjo, ne, zakaj, ki je nazadnje tudi odgovor, zakaj sem se sam ukvarjal z alpinizmom, ne, prav zaradi teh
ko garaš, če tako rečemo, v kakšni steni nimaš, ne, ampak ko končaš, se pa vse skupaj zbere v neko tako občutje, ki te napolnjuje po svoje, ne. Lahko bi rekel tudi bogati. In meni se je zdelo, da je to občutje še najbližje religioznim občutjem, zato ker tudi po definiciji religiozno občutje je občutje do nečesa, kar je presežno, kar presega, kar te presega, ne. In kar v tistem času, zdaj pa, kje najde človek metafore za to, ne, v tistem času je bila zelo v zraku, pravzaprav del splošne vednosti je bil Gral. Na začetku 80. let je šla znamenita knjiga Sveta kri in Sveti Gral, 3 avtorjev, ki je vzbudila kar veliko pozornosti tudi v Sloveniji. Na prvi Vilenici je dobil to nagrado, pisateljsko nagrado, švicarski pisatelj, ki je napisal knjigo roman o Parzivalu, srednjeveškem vitezu, ki je znan kot iskalec Grala. V teh letih enkrat je bil tudi film, kako že, Fisher King, Kraljevi ribič, ki je tudi v podtonu bil o Gralu, pravzaprav naš filozof Marko Uršič, zelo razgledan filozof, polihistor, je pisal o Gralu in tej presežni razsežnosti, to zapravo v tej kulturni sferi je ta Gral nekako krožen, verjetno sem zato uporabil tudi med drugim to podobo, kjer se je ujemala, ne, Gral kot nek cilj, po katerem ves čas hrepeniš, ki ti daje obet neke polnosti, tega cilja nikoli ne dosežeš, ampak v bistvu je podobno kot pri nejcu zaplotniku, ne, potem dojameš, da je nenehna pot do tega cilja tisto, kar te ne samo žene, nenehno, ampak tudi napolnjuje. Ja, ker tudi v naši literaturi je kar nekaj vseglih pa piscev, ki so pa tudi zavedno, nezavedno pisali o tovrstnem razmišljanju, ne. Ker določeni pišejo zelo tehnične zadeve in tako naprej, kakšni so pa bolj tudi bili razmišljujoči, ne. In to iskanje se mi zdi, da ali pa iskanje nekih smislov, ne upam si trditi, da bi rekel vsi, ne, kakšen, ne. Kdo je že rekel, ne, da ne razmišlja, zakaj gre, da rajš gre, ne, da se pač s temi stvarmi ne ukvarja. Ampak se mi zdi, da v alpinizmu se človek je prej kot ne soočen s tem, ne. Nažalost, pa ne samo alpinisti, nasploh planinci, gorniki, vsi, kako gore zahajamo, ne, če nažalost takrat, ko se tudi kaj hujšega zgodi, ne. Zakaj zdaj za vraga je rinil tja gor, ne. In ta simbolika s tem Gralom je pa, se mi zdi, vedno povezana s tem iskanjem, ne. Vsej ta iskanje Svetega Grala se mi zdi je tudi danes popularno, ne. Že, če ne drugega, od Da Vinčijeve šifre, ne, tiste knjige in filmov pol, ne, se pravzaprav spet nekaj mističnega, nekaj, ne. Pa vse te zgodbe in filmi o križarskih vojnah in tako naprej, ne. Zakaj je to iskanje teh smislov tako pomembno? Ne, saj na nek način se odgovor malo ponuja sam, ampak zakaj se skozi sprašujemo? Ja, ne vem, možnih je veliko racionalizacij tega, ne, ampak očitno je v človekovi naravi, ne. Že nasploh je neka radovednost v človekovi naravi. Razumljivo je pa, da ta radovednost zadeva tudi to, kaj je pravzaprav za človeka bistveno, ne, da bi si rad tako ali drugače osmislil svoje bivanje. Saj je vedno ogromno argumentov, ki kaže, kako je vse brez smisla, ne. Velikokrat v življenju na to naletimo, ampak nedvomno je
nasploh v človeku gon potem, da bi si zadevo osmislil. Te rezultati so zelo različni, nekdo si osmisli zelo strogo znanstveno, lahko tudi redukcionistično, nekdo ima svojo lastno življenjsko filozofijo, nekdo najde smisel v religiji, v novih duhovnih gibanjih, ampak mislim, da je to zelo... Nekdo pa pravzaprav v lastnem vsakdanu in ki se ga poskuša urediti čim bolj udobno in je sam pri sebi prepričan, da je on najpametnejši in da je našel tisti pravi smisel v življenju. Ne? No, mnoge načine, take, ki na odzun izgledajo bolj plemeniti ali pa take, ki izgledajo bolj banalni, ampak posod je pa v zadju se mi zdi ta gon, da vendarle ne živiš v prazno, ne? Ampak da čutiš, da si nekje zasidran. Ne? To je to iskanje smisla. Ne? Ampak tudi že zdaj si malo nakazal, da te stvari pravzaprav prihajajo potem znotraj nas samih. Ne? Ja. Zelo težko jaz tebe zdaj ali pa kogarkoli prepričujem v nekih smislih ali obratno. Čeprav v končni fazi to v družbi se nenehno dogaja, ne? Na tak ali drugačen način, ne? Že v družinah in tako naprej, da ne rečem pa širše z nekimi ideologijami in tako naprej. Ampak vseeno, kako to, da ne, je pa ravno v alpinizmu toliko tega iskanja, pa se mogoče se motim, ne, se mogoče tudi drugje, ampak mnogi, ki predavajo o alpinističnih vzponih, odpravah, mogoče celotnih karierah, slej ka prej iz tistega plezalnega izplena zaidejo potem na to neko bolj, nam rekel, mistično, verjetno najboljša beseda bi bila, ali pa najbližja duhovno, ali pa celo religiozno. No, zdaj, kot že vse nakažem, je to že pravzaprav gora že arhetipsko nek simbol tega človekovega iskanja. Tudi v takih prvobitnih kulturah je bila gora vedno neki svetega, ne, zaradi svoje mogočnosti, zaradi usmerjenosti proti nebu, pač človeku daje takšen vtis, ne. Torej, če imamo neko arhetipsko nezavedno, kot meni Jung, ne, potem je že tukaj nek prvi moment, potem pa seveda, če si v srču gora, da stojiš pod Triglavsko steno ali pa jaz v mojem najljubšem amfiteatru na Češki koči, ne, te mogočne stene, ki ležejo nad tebe, ne, vsekakor človeku vzbudijo občutek neke slovesnosti, neke mogočnosti, neke veličine. To je spet odvisno od človeka, kakšne dispozicije ima, ne, ampak v meni tudi neke občutke, recimo, presežnosti, ne. Tako da je že to zunanje okolje takšno, ne. Saj niso samo gore, takšen, ne, občutek večnosti, nekončnosti imaš lahko sredi puščave ali pa sredi morja. Skoraj vedno je pa vključena ta mogočna narava zraven, ne. Poleg tega pa alpinist pri zahtevnejših podvigih in večina stremi k takim zahtevnejšim podvigom tudi na meji po svoje, ne, je vendarle tako ali drugače soočen tudi z bližino smrti po svoje, ne. To pa je pa zdaj tvegano na nek način o tem govoriti, tako kot govorim, ker ravno to je razlog, da nekateri alpinizem razumejo kot samomorilskost ali pa saj latentno suicidalnost, ne, da je to nekakšen magnet, tale smrtna nevarnost, ki te privlači, ne. Ampak, ko so prej govorili o alpinističnih knjigah, knjiga Matevža Lenarčiča, ne, ki je bil vrhunski alpinist, zdaj pa vemo, kaj vse je še, nosi čudovit naslov Smisel in spoznanje in ta knjiga prvič govori o tem, kaj je za avtorja alpinistična dejavnost, drugič pa tudi kaj ponuja svojemu bralcu, ne.
In on tam zelo dobro opiše to, kar mislim, da je bolj ali manj čut vsak alpinist. Ne? Ta bližina smrtne nevarnosti ni nekaj, s čimer bi se opajal, ampak ta izkušnja bližine smrti, s katero si soočen, ti omogoča, da še bolj dejavno živiš svoje življenje, da življenje še bolj ceniš, ne? Življenje dobi še neko dodatno vrednost. To se pravi, cel kup momentov je tukaj pri alpinizmu, ki jih pri drugih dejavnostih ni. Ne? Ponekod je ena stvar, ponekod je druga, ponekod je tretja. Čeprav marsi kaj od tega se da doživeti kot drugot. Ne? Ja, zdaj kakšen, če bi mačkan žleht bil, ne, bi rekel, a je recept potem za polno in kvalitetno življenje, da se moramo čim bolj roba le tega držati, ker zgolj takrat nam je omogočeno dojemanje, doživljanje nečesa višjega, globjega, kakorkoli. Ne, to ni motiv, ne, to je nekaj, kar tukaj zraven pride. Če bi bil to motiv, potem bi bil res človek latentno suicidalen. Ampak tvoj motiv ni ta, tvoj motiv je zdaj že spet odvisen. Vsak bo to po svoje formuliral, ali premagati samega sebe, ali dvigant meje, bodi si človeka nasploh ali tebe, ali spet imeti neke presežne občutke, ali pa plemenito spopadanje z divjo naravo, kakorkoli, ne. To so te motivi. Ta bližina smrti, ta rob, po katerem hodiš, je pa pač posledica neke druge želje. Ne. To pride zraven in bi bilo neprimerno zanikati, da tega tukaj ni. Ne. Ja. Ta bližina je. Ker vsak bo verjetno se v gorah, ne, pa tukaj ne bi primarno zgolj alpiniste izpostavljal, pravzaprav kdorkoli. Ne, vsak, če pomisli, če malo oči zapreš in sprobaš podoživeti neke občutke ali jih pa pač privleči nazaj iz nekje globine, ne, iz možganov ali kodarkoli že. Ne, mnogokrat je res to neko občutek neke zvišenosti oziroma vzhičenosti, ki je težko zares definiraš oziroma ozavestiš ali pa mogoče nekako si razložiš, zakaj direktno. Ne? Okay, zato, ker sem na vrh, pa je lepo. Ne? Ampak jaz se tudi dostikrat sprašujem, koliko nekih vzgibov pa prihaja iz naše našega nezavednega. Ne? In ta stik z nezavednim pa vemo, da je včasih problematičen za ga ozavestiti, kaj šele razumeti, pa ga potem nekako znati brati, ne, zakaj zdaj posegamo, ne vem, po te knjigi, ne, potem tako naprej. Ne. In to verjetno tudi ostaja, ali pa bo ostala neka skrivnost še lep čas, si predstavljam. Sem prepričan o tem. Ja. Se pravim, ko ima človek tako doživetje, ga pač skuša tako ali drugače najbrž deliti z drugimi, zlasti, če je to zelo močno, ne, in očitno je, ker se tudi do drug piše knjige, vemo, da te samotni jadralci svetovni, ne, tudi pišejo knjige, ampak vse njih ni to kot alpinistov, da take, preko poduhovljene knjige ne poznam nobene druge, ne vem, ko naj temu rečem, jaz v alpinizmu nočem reči šport, ampak da bo lažje razumljivo, nobene športne aktivnosti ne poznali, da bi tako množično pisali prav tovrstne knjige, ne, z nekim duhovnim nabojem, ki niso ki to duhovno izkušnjo izpovedujejo, ki niso opis samo nekih junaških doživetij, s katerimi se izkažeš pred drugimi. Ne? Ja. A si slučajno kdaj zasledil, ker glih prihajaš iz filozofske fakultete, ne, da je mogoče, to zdaj ni šlo čez glavo, ne, verjetno na oddelku za psihologijo, da bi mogoče kdo delal kakšne raziskave, ne vem,
kako, ne, verjetno s kakšnimi vprašalniki, pa s kakšno drugo metodo, da bi zbral neko skupino alpinistov, mogoče v različnih postarostnih skupinah, ali pa hribovcev nasploh, ki več hodijo v hribe, ne. In jih potem mogoče z nekimi psihološkimi metodami malo analiziral, pa probil neke te vzgibe zbrati tako bolj strukturirano. A obstaja kaj takega? Si kdaj kaj zasledil? Ne vem. Vem, da v jugu, ne, je pisal strokovnjak, tudi njegovi latentni suicidalnosti, ampak ki pa ne velja nujno nasploh za alpinizem, ne. Pri Klementu Jugu so vendarle neki zunanji pokazatelji, zunanji indici, na podlagi katerih bi človek lahko govoril, da se je podajal lahko kdaj v nevarnost tudi zaradi neke prikrite samomorilnosti, ne. Prvič so samomorilnost ene parkrat sam izrazil v svojem dnevniku, drugič v pismih svoje zaročenke, ne. Tako da na tem konkretnem primeru je bilo mogoče izpeljati takšno diagnozo tudi, ne. Ampak ne bi pa nekako to posploševal na alpiniste nasploh, pa na vse nesrečne primere, na primere nesreč v alpinizmu. To, mislim, glede na to, da sem tudi tukaj na Planinski zvezi od leta 2010 naprej, ne, sem bil tudi načelnik komisije za alpinizem in težko bi rekel zdajle iz spomina, nikogar ne moremo streljati, da bi kdo rekel, da bi bil res, seveda jaz sem laik, jaz mogoče ne znam prebrati stvari, ne, ampak da bi se kdo ukvarjal z alpinizmom zaradi samomorilnosti in je to en tak zelo ponesrečen mit. Celo, če pomisliva, ne, ali pa če pomislimo, se alpinist se pravzaprav ukvarja ves čas s tem, da se ne bi kaj zgodilo, ne. So tudi tisto kramo imaš na sebi, vrv, vse manevre, se ukvarjaš se ravno s tem, da se ne bi nič zgodilo. Če kaj želiš, si želiš priti varno v dolino. To je tudi eden od mojih argumentov, ki jih nenehno ponavljam, ne. Tudi, ko se znajde alpinist v smrtni nevarnosti, ne, se ne popusti, hvala Bogu. Zdaj sem pa tam, kar želim, podzavestno, ampak se še posebej intenzivno bori za življenje, ne. Absolutno. In življenje, to je pa zdaj že skoraj citat Matevža Lenarčiča, ne, življenje dobi še več smisla za to, ne. Ja. Zanimivo. Je, vse je res to, ja. Ja, je, ne, tako da se mi zdi preveč tvegano, da bi karkoli ugibal zdaj v tej psihološki raziskavi, kaj bi lahko pokazala, ne. Ker tudi nisem prepričan, da vsaka znanost, kjerkoli, tukaj zdaj po naključju psihologija zraven omenjena, da zmore res natančno človeka prebrati. Ja, zlasti njegove motive, njegovo notranjost, njegovo duševnost. Kakšne stvari lahko, vsega pa nikakor ne pomeni. Ja, že z mojo gimnazijsko psihologijo, ne, bi lahko rekel, vse ne nazadnje vemo iz praktičnega življenja, ne, človek še sebe težko razume, si s človekom lahko desetletje, 2, 3, več, ne, pa te še preseneča, zdaj mogoče takole res analiziral in potem ne vem, kakšne zaključke interpoliral ven, tam je pa mogoče celo malo naivno, ne. Omenil si pa Klementa Juga, alpinista, ki je nekako bil filozofski motor, mogoče tako rečem, po prvi svetovni vojni, če takrat pomisliva sam na kratko za nek kontekst, ko se je pač bivši imperij Avstro-Ogrske razpadel, ne, Slovenci smo takrat v tronarodnostni državi pač nekako dobili neko vrste samostojnost in tudi v hribih se je takrat začel kazati ta nek boj, zdaj pa moramo naše stene
narediti slovenske, ne, če še vedno so prihajali predvsem nemški tuji, ne, plezalci, ki so pač od samega osvajanja vrhov se premaknili v stensko dogajanje in hočeli začeti plezati. In Klemen Juk je bil takrat en pomembnejših figur. Pa še mogoče to, ne, a je leta 24, ali kdaj je preminil? Ja, 11. augusta. Je pač padel v zahodnem delu Triglavske stene, potem, ko se je pravzaprav z alpinizmom res ne ukvarjal, če se ne motim, zgor nekaj let, 3 ali koliko 3 leta, ja. Daj mi mačken opiš to njegovo figuro, pa pojavnost, mislim pa pomen, predvsem tudi tistega, kar je on skozi svojo etiko in tako naprej poudaril v tistem času, za začetek v tistem času. No? Ja, mislim, da to, če gledamo te zgodovine slovenskega alpinizma, ne, se ta doba upravičeno imenuje Jugova doba. Ne. Jug je bil tako markantna pojava, taka karizmatična osebnost, da že svojim nastopom je naredil veliko vtis na vse, ki so z njim prišli v stik. Potem pa tudi to svojo, recimo, alpinistično filozofijo, ki ima več razsežnosti, ne. Tista, ki je mogoče najbolj trajne narave, je bilo prav ta športna tekmovalna razsežnost zaradi dedič te njegove filozofije je tudi sodobni slovenski vrhunski alpinizem, ne. Zato pa smo Slovenci že desetletja v svetovnem vrhu, v Jugovem času nismo bili, ne. Jug je naredil to prelomnico. Jug je naredil to prelomnico, da smo si tudi Slovenci zaželeli tekmovati z drugimi in postati tudi alpinistična velesila. Ne. In to je njegova nedvomna zasluga, ki je ni mogoče zanikati in zbrisati. Ne. In v tem pogledu je pač čist upravičeno bil tudi mitiziran, mitologiziran in še danes lahko velja za zgled. Ne? Ker ne sej že površen bralec ali pa poznavalec slovenske literature, ne, je verjetno tudi tole, naletel na knjigo, ne, Stena in smrt, in zelo znani so njegovi citati in misli predvsem o etiki, odnosu do plezanja, življenja, gora, alpinizma in tako naprej. Čeprav sem ugotovil, da mogoče njegov najbolj znan citat pa pravzaprav ni njegov. Ne? Kjer je volja, tam je pot. To so angleški alpinisti pogruntali, ne? Že veliko pred njim. Seveda, ta citat ni njegov, tako da se tudi jaz čudim, ko, ne vem, tudi kakšne zgodovinarje slišim še vedno, ne, ali pa berem, ki pravijo Jugov, ne, Jugovo geslo. Jugovo, če je mišljeno, da ga je sprejel za svojega, ampak to, jaz sem že pozabil ime teh 2 angleških alpinistov, ki sta v alpinizmu prva to uporabljala, mogoče pa kdo še prej. Pa zakaj je bil on tako poseben? S čim se je zares ukvarjal, da je tako prebojen bil? Zakaj je bil tako pomemben v tistem času? Kot sem že rekel, predvsem bi taka karizmatična, zelo odločna, zelo premočrtna osebnost. Imel je izjemno ambiciozna tudi. Ne. Že videz je bil takšen, ne, gledal kot nek hipnotizer, ki lahko uroči vsakogar in je res. Kjerkoli se je gibal, je pravzaprav vse podredil pod sebe. To je bila tudi njegova želja. To so tudi kar dobrovoljno sprejemali, šele po njegovi smrti je nekatere začeli to motati, ne, so ga imenovali tudi diktator, tudi tisti, ki so ga najbolj poveličevali, njegov profesor filozofije Weber, ne, in njegov prijatelj Bartol, ki ga je sploh skoraj najbolj še poveličeval, sta govorila o tem njegovem diktatorskem karakterju. Ne. Tudi če beremo te njegove spise, opise njegovih tur,
se to kaže in v negativnem pogledu, predvsem pa v pozitivnem pogledu. Ne. Zadal si je nek cilj in ta cilj je bilo treba pod njegovim vodstvom seveda disciplinirano na vsak način izpeljati. Ne. In to je vodilo do teh alpinističnih uspehov. Ne. In to je gotovo en delček tudi prave poti do največjih uspehov. Ne. Ker tako, ne, spet že površen poznavalec si je skreiral podobo o Klementu Jugu kot nekom z zelo visokimi, ne samo alpinističnimi, tudi življenjskimi, etičnimi vrednotami. In naj bi bil velik asket in predvsem naj bi tudi vse to živel tako v dnevnem življenju, ne samo govoril in neki pridigal o tem. A to drži? Je to bilo res tako? A se to kaj ve? Ja, seveda se ve, ne. Pisal debelo knjigo o tem napisal. Zdaj, da njegova izrecna etična filozofija je bila res takšna, kot se ohranja tudi njegovem mitu. Ne. Ampak že če beremo njegove alpinistične spise, samo to, če beremo, kaj šele njegovo korespondenco ali pa opise drugih v njem, vidimo, da je tukaj recimo polno nedoslednosti, kar nič ne preseneča tudi Klement Jug, ki je bil človek, tako kot vsak drug, s svojimi slabostmi. Da je pa odvisno, ne, a to njegovo, a ga zaradi njegove stroge, te recimo etične, ne, drže razglasiš za etičnega genija, ki se naravno svetniško zna odrekati, kot je rekel njegov profesor Weber tudi, ne, ali pa tudi Vladimir Bartol. Če bi hotel biti človek zelo kritičen, bi pa opozarjal tudi na negativne plati tega in bi tukaj videl nekega zakrtnega moralista. Ne. Recimo ni hodil na zabave in je druge obsojil, če so se zabavali. Ni prenesel smeha, recimo v komediji ni maral, zaradi tega, ker je smeh greh. On sicer ne bi rekel greh, ker ni bil religiozno razpoložen, ampak to je taka srednjeveška scholastična drža do smeha. Imel je zelo rigidne te moralne, ne, več kot moralne, tudi moralistične nazore. Ne. In tukaj se pač kaže en tip posebnosti. Ne. V pozitivno se to kaže kot neka velika odločnost, kot neka velika premočrtnost, v nekaterih stvarih tudi doslednost, ne pa vseh. Ne. Ampak vsekakor se pa kaže to kot močen karakter. Ne. Kot močen karakter, ker res vsi so hodili popivati, on je bil izjemno ambiciozen in je cele dneve, tudi cele noči študiral, zakopal se je v knjige. Ne. In hotel je tudi na tem filozofskem področju dosegati neke cilje in se z izjemno energijo in izjemno voljo, tako kot pri alpinizmu, zagnal v ta cilj, dokler ga ni po lastni presoji pravzaprav izpolnil. In tukaj mi nikoli ni zmanjkalo neke vztrajnosti. Ne. In to je seveda takšen karakter moraš imeti tudi, če hočeš biti dober alpinist. Ne. Moraš biti vztrajen, moraš imeti jasne predstave o svojem cilju, moraš biti alpinist. Mislim, moraš biti na nek način premočrten, ne. Zlasti, ko gre za najbolj vrhunske uspehe in do določene mere tudi brezkompromisen. Vendar ne preko mere, ne. Tukaj se pa začne to tehtanje, ne. Vsak ve, da za nek vrhunski uspeh tudi v alpinizmu do določene mere neka brezkompromisnost potrebna pravzaprav. Ampak če si dosledno do skrajnosti brezkompromisen, to ponavadi žalostno končaš. Ne. Ja. Ta prava mera je tukaj potrebna. In to hočem reči, ne, pri mitizaciji Juga so sicer poudarjali prave vrednote, ki so res bile njegove, ne. Nikoli pa niso podali celovite podobe. Ne. Tudi mnoge pozitivne lastnosti imajo tudi negativen protipol pri njem. Ne. Ja.
ker njega, on je bil tudi zelo pomemben za tisti čas, ker verjetno, če si majčkeno predstavljamo tisto obdobje, prav veliko mislecev, če tako rečem, ki bi o plezanju in načinu plezanja širše govorili, verjetno jih ni bilo. Ne. Ali pa sploh ni bilo verjetno toliko neke literature o tem. So kakšni Rajko Ložar pa to, kakšni so že pisali zelo pametno, ne? Ampak v tem splošnem odnosu do gora, ki ima tudi vsak planinc, tudi jaz bi rekel tako kot ti, da planinc lahko zelo podoben doživlja, ne? Ampak zato, ker mogoče alpinist mora čisto fizično še majčkeno več vložiti in mogoče za odtenek bolj intenzivno, drugače gre pa za podobno doživljanje. Ne, sam jug je pa prav ta, bom rekel, bolj športni vidik, ne, o tem pa niso filozofirali takrat toliko iz mnogih razlogov, prav v času juga, ne, zato ne, predvsem za tiste nesreče, ko je mladi Kajzer z mladim Tauserjem, 16 let sta bila stara, ne, pa sta zlezla tam v Savinjskih Alpah, petko, prvenstveno 16-letnika, ne, in čist na izstopu iz smeri, kad se niso bili vrvali sklini, ne, zdaj, ker je bil že ta zadnji cuk, ga pa tako ni več vrval, Kajzer, ne, on je pa padel in se je ubil. In je bila v javnosti, približno tako je bilo, no, ne vem, če zdaj natančno spomnim, nekaj takšnega je bila in je v javnosti bila velika gonja proti takmu alpinizmu, ne. In je to bilo kakšne 3 leta pred jugovim nastopom, nekaj let pred njim, ne, in se je tudi te, ki so se že ukvarjali z alpinizmom, so se kar majčkeno umaknili, ne, niso več takih hudih vzponov upravljali, ne. Skalaši so bili tako širši, ne, so tudi smučali, tekli na smučeh in tako naprej. Dokler ni jug te miselnosti dejansko spodbodel in jo on sprožil, no, te miselnosti, ki potem res pripelje do vrhunskega alpinizma in do tega mesta, v katerem smo Slovenci zdaj, ne. Tako da v njegovem času tako res niso razmišljali, so pa pisali, ne. Nedvomno je imel pa vpliv na eni strani takratno generacijo plezalk, plezalcev, ne, in tudi na kasnejše, ne, skalaše si že omenil, na kasnejše generacije alpinistov slovenskih tudi. Je pa tudi zelo vplival, pa da nam za nekaj bliferil, ker to sem pač prebral, ker toliko se nisem načitan, da so njegov lik in te njegove nazore, ideje, filozofijo uporabljali tudi marsikateri kasnejši literati. A sem jaz to prav zaznal? Mislim, so upodabljali juga, ne toliko ogromen, ampak ja, kar nekaj so ga upodabljali pač kot to markantno osebnost, ne, že kot legendo. No, on je upravičeno slovo ne le kot ta prelomna figura v alpinizmu, ampak tudi kot genialen filozof, ki je premlad umrl, na primer, ne, in to sploh na 2 področjih, ne, tako genijalen, potem, ko so v isti sapi govorili tudi o tej naravno svetniški osebnosti, ne, o tej izjemno etični osebnosti, pravzaprav brez napak, so potem počasi začeli dodajati še prav danes ne govorijo več tega, ampak še nekaj let nazaj so, ne, da je bil tudi eden od pionirjev antifašističnega boja slovenskih Primorcev in tako naprej, ne. Na to realno osnovo tega lika so se začele nalagati kar neke plasti nečesa, kar pa ali ni dovolj dobro bilo preverjeno, ali pa je preverljivo tudi napačno, ne. Ja, to je sicer zdaj že drugo vprašanje, ne. Ja.
Se mi zdi, zgodovina je doska taka, ko se jo rado za kakšne parcialne interese uporabi, ne. Da se nek kontekst pač zapelje tja, kot se ga želi. Tako. Verjetno je pa tudi to res, da glede na to, da je toliko zgodaj, toliko mlad umrl, vem, to so zdaj malo brezvezne špekulacije, ampak bi bilo zanimivo, kako bi se tudi on osebnostno razvijal, ne. Pa tudi menda je snoval neko knjigo, ne, ali kako, ali o etiki. Ja, menda je imel na stotine izpiskov že drobnih lističev, ampak prav nič od tega se ni ohranilo, ne. Snoval je knjigo o etiki, ki ne bi bila remek delo, predvsem ne bi v celoti pobila etiko njegovega učitelja, profesorja Franceta Webra in zlasti v tem jugovem krogu je res bilo prepričanje, potem še z distance po vojni, da bo to res remek delal, ne, zlasti zato, ker so juga vedno povezovali prav s to oznako, ne, etika, etičnost, to je bila sinonim za juga, ne, etična drža, ne. Se pa s to etiko pa tudi ti ukvarjaš, če rečem tako malo za hec, v službi. Tudi malo, ja. Tudi skozi literaturo si predstavljam. Ja, tako. Literatura in etika, ja. Daj mi majčkeno razloži, kaj pravzaprav to pomeni. Namreč predavaš študentom, ne, in študentom predavam celo leto, dvomim, da bom lahko tukaj zelo na kratko, ja. Ampak mislim, da literatura ni seveda edino orodje, ampak da je eno najboljših orodij za širjenje etične zavesti, ne. Ne zdaj za podajanje nekih moralnih resnic, nekih moralnih zapovedi in tako naprej, čeprav zelo velikokrat v zgodovini je bila uporabljena na ta način, ne. Ne, ampak tako kot imamo, ne vem, čut za glasbo, ne, tako kar ima nekdo dispozicije za šport ali pa nadarjenost, jaz mislim, da imamo, ali pa za, ne vem, za logično mišljenje, ali tako kot obstaja čustvena inteligenca, ne, vsi poznamo te stvari, mislim, da obstaja tudi nekaj, čemu se reče etična zavest, ne. Vsi jo mogoče nekaj malega imamo, eni več, eni manj, jaz mislim, da se na nek način ta da tudi privzgajati, širiti. To pa ne tako, da človeku privzgajaš konkretne vrednote, čeprav je to tudi vedno sestavni del etične zavesti, ne, vedno izhajamo iz nekaj že sprejetih vrednot, ne. Ampak, da si na toliko visoki etični ravni, da znaš ustrezno presojati, kaj je dobro in slabo. Ker kaj je dobro in kaj je slabo, je zelo pogosto, čeprav ne vedno odvisno od konteksta. S tem se je vsaj delno ukvarjal tudi sam Jug, ne, ko so že pri njem. On sam je svojemu učitelju, Jug je bil najprej prepričan, da resnica je absolutna vrednota in da v vsakem primeru, v vsaki povezavi je resnica absolutna etična vrednota. To se pravi, tudi govoriti resnico je to absolutno nujno, nikoli se ne smeš zlagati. Potem je pa samo gotovo, da na primer, če je tvoja mama na smrt bolana, pa bo jutri umrla, recimo, je gotovo, da je bolj etično, da se izlažeš, vse je v redu in ji lepših narediš teh zadnjih nekaj ur življenja, kot da ji poveš, umrla boš v velikih mukah čez 5 ur, ne. Kaj si s tem dobrega naredil? Nič dobrega, ne? Samo slabega. Ne? To se pravi, gotovo je to etično načelo, da je treba govoriti resnico, je že dobro in je pravilno, ne? Ampak ne velja pa nujno v vsakem primeru, v vsakem kontekstu. In zdaj, da skrajšam, da ne bom predolg, ne? Literatura je pa ravno to, ne? Da opisuje vedno vsa dejanja v nekem konkretnem kontekstu, ne tako nasplošno načelno kot filozofija ali pa moralni priročniki, ne. Vedno je nek specifičen kontekst, ne. In nas na ta način iz ta specifičen kontekst je tako predstavljen, da bralec recimo lahko presodi neko dejanje
a je dobro ali pa slabo, da ga ustrezno presod, glede na kontekst. Ne. In na ta način to je tako kot vaja ali v športu ali pa v čem drugem, čem bolj intelektualnem. Ne. Preprosto si širši etično zavest. To sem zdaj zelo poenostavil, zelo na kratko povedal, potem sem 2 debeli knjigi napisal in jih ne znam zgustiti na krajši povzetek, ampak zato mislim, da je literatura zelo pomembna za etiko in to vedo tudi sami filozofi, saj tam na prelomu iz prejšnjega v naše stoletje so vodilni filozofi, ki se ukvarjajo z etiko, prišli prav do te ugotovitve, ne, da je prav literatura, branje literature je izjemno pomembna za etiko. No, pa sej že od antike naprej vemo, ne, so se pravzaprav vedno ukvarjali z etiko. Vedno? Ne, tudi ta nek mogoče že mitski boj med dobrim in slabim je pravzaprav tudi v neki pop kulturi pravzaprav mnogokrat prezentiran, ne, kot tak. In vedno pridemo tudi v vseh problemih družbe, ali skozi zgodovino, ali danes, slej, ko prej naletiš tudi na vprašanje etike. Ne. In mogoče še v kontekstu oziroma v smislu tega, ali se potem danes v družbi dovolj zavedamo pomena literature? Ne, seveda ne, ampak zdaj to je neprijetno mi govoriti, ker to jaz se ukvarjam z literaturo, vsak bo pojamral, ne, naša družba pa zdaj tega ne ceni. Ampak to je nekaj čist, bom raje drugače rekel, ne, da ne bo tako navijaško izgledalo. Nobenega dvoma ni, da bi je literatura danes družbeno predvsem manj pomembna, kot je bila, da ima manjši družbeni ugled. Ne. Mladina tako nabere več literature, kaj dosti. Vse raziskave pokažejo, da daljših besedil sploh niso zmožni brati, pa tudi krajši, zato ker so navajeni vse prek telefončkov. Ni koncentracije, branje je takšno, da moraš po 5 minutah pogledati, da si že en mail dobil, ne, za tega, tudi če so krajša besedila, ni poglobljenega branja. Ne. In to se zelo kaže tudi v družbenem ugledu, ki ga ima literatura in ki ga imajo pisatelji in pisateljice. Recimo, slovenska literatura je zelo odločilno, tem sem tudi neko knjigo napisal z vsemi, so dokumentacija podprto, je precej odločilno prispevala k slovenski osamosvojitvi. Ne. To pa ravno zato, ker je imela izjemen družben ugled in izjemno družbeno vlogo. Ne. Danes tega nima, ne samo na Slovenskem, ne, globalno gledano. Tega nima. Ne. In zato seveda tudi gotovo literatura neke pozitivne učinke lahko na vsakogar, ne. Ta etika je samo ena razsežnost, ne, ima pozitivne učinke, ravno zaradi tega njenega ugleda, ki se je toliko znižal, so seveda tudi njeni učinki manjši. Ne. To se kaže na vseh ravneh, med drugim, kaj zvem, ne bom. Kar, brez problema. Ne bom. Ampak vseeno, če ti kot tak strokovnjak, ne, iz tega področja govoriš, poudarjaš, kako je pravzaprav ravno skozi različno literaturo ta pomen etike tako pomemben za posameznike, družbe in naprej. In če zdaj to se zgublja v teh časih zaradi XY razlogov, močkrat si nakazal, kako potem pa ta manko v družbo vseeno nekako sprostiti? Ne vem, jaz sem idealističen posameznik, ki svojim študentkam in študentom skušam to nekako odcepati, ampak da zavedam se, kako je to boj z mlini na veter. Ne. Tako globalno, pa skoraj majčkeno filozofsko bi rekel, ne, zdaj, ko govorimo o etiki. Friedrich Schiller ima neko fino knjigo Pisma o estetski vzgoji
katere poanta je ravno to, da z estetsko vzgojo, to se pravi tudi z branjem literature, če zdaj poenostavim, se da dvigati človekovo etično zavest. Ne? Zakaj pa je to sploh pomembno? Ne? On že tako na začetku omen primer, ne, povezavi tudi s francosko revolucijo, ampak njegova poanta je takšna, filozofija je že prišla, to se pravi človek je že prišel do tega spoznanja, da recimo na področju družbe in njih odnosov nasploh družbe, ne, da je ta največja vrednota, spet če poenostavim, da je svoboda, da je to nekaj naravnega, da je to naravna vrednota. Ne. Recimo, da so gesla francoske revolucije nekaj, kar je človeku spoznal kot razumno in pravilno. Ne. Bratstvo, enakost, svoboda. Ne. Se pravi, to ve, ampak v praksi nikakor se to ne more udejaniti v praksi, nikakor se ne udejani to v praksi. Ne. Čeprav pamet ve. Je bolj razvit kot celotna človekova osebnost. Ne. In kaj je zaostalo v razvoju? Tukaj, jaz bi rekel etična zavest in tudi on na nek način to sugerira. Ne. Etična zavest je manj razvita, intelektualno smo, dovolj razviti, čustveno ne vem, ne, to nikoli ne bomo, ne, bomo takrat, ko bomo izgubili čustva, to pa ne bo v redu, ne. Etična zavest je manj razvita. Zato jaz mislim, da literatura, ki spodbuja to etično zavest, jaz mislim, da je izjemno pomembna. Ampak realno pogledan, današnji časi niso temu zelo naklonjeni, čeprav bi še kako potrebovali ravno zvišanje etične zavesti. Ne? No, verjetno velja ostati optimist, ne? Ja, se pravim, sem idealist, ampak. Pa pač širiti, ne vem pa tudi kjer, a je bil tudi en izmed filozofov, ki je rekel, da ravno v časih, ko se zgrinjajo črni oblaki na družbo, je pomembno, da saj nekaj ljudi ostane na pravi poti, da potem, ko se pač krivulja obrne, da se spet na novo zgradi. Da sem to jaz malo pozabil, kdo to je. Ampak kakšen je pa potem mogoče pomen, če si upava iti na to področje alpinistične literature, ne zgolj za neko planinsko, gorniško, plezalno, alpinistično skupnost, ampak recimo tudi za neko širšo. Kako bi jo ocenil? Jaz mislim, da ta alpinistična, zlasti ta dobra, ki si tudi ti omenil, ne, so različne vrste, tudi, ampak vse večinoma je dobre. Ne. Mislim, da v vsakem primeru alpinistična literatura je takšna literatura, ki v človeku spodbuja težnjo po ravno teh vrednotah, ki jih je zagovarjal tudi Jung, ne, vsaj v svojih spisih teoretičnih. To se pravi, spodbuja težnjo po človekovemu izpopolnjevanju, ne, da poskušaš biti vedno boljši, da poskušaš doseči vedno več. Prvo zbuja hrepenenje potem, da bi kaj naredil, ne, ko bereš kakšno takšno knjigo. Potem marsikatera knjiga tudi spodbuja zavest v tovarištvu, kot je rekel temu Jung. Ne. Kakšne knjige, tiste posebno duhovne, občutljive, pa dobro posreduje ta občutek za presežno, ne. Kar mislim, da prav tako lahko ima samo pozitivne učinke. Ne. Tako da branje alpinistične literature, če izpustim tiste najbolj običajne stvari, da je pogosto tudi zelo zanimivo zaradi samega dogajanja brati, da so zanimive, ne. Niso samo zanimive, ampak mislim, da so tudi, to me je zelo nesimpatičen izraz, da so tudi vzgojne. Ne. Vzgojne pa nikoli ne mislim v vzgajanju prav neke konkretne stvari, čeprav sem jih navedel, ampak v vzgajanju te neke širše etične zavesti. Ne. Mislim, da je tudi alpinistična literatura k temu prispeva.
No, zagotovo. Pa še en vidik bi jaz mogoče dodal, da pač neka modrost alpinizma, ki ga seveda neki začetniki saj jaz ga nisem imel, pa bi se upal trditi, da večina ne, je tudi to, da se pač nekako moramo učiti na primerih drugih, ne? Ker določenih napak skoraj ne smemo početi. Ne? In skozi neke take poglobljene opise, ne, se lahko marsikaj tudi zelo praktičnega naučiš, ne? Konkretnega. Ne gre zdaj za nekaj, kako cel manever speljati, ne, recimo, ampak ne, da pa ne greš brez spalne vreče za 3 dni v neko alpsko steno snežno, pa mogoče že ni najbolj pametno. Ne. Ja, ne, absolutno, seveda. To je resna dejavnost in se je treba vedno resno lotiti. Najbrž se danes to nekaj spremenilo. Ne. Vsakič, ko se lotiš enega podviga, težjega alpinističnega, so potrebne te priprave, tudi da se čim več informacij dobiš o temu podvigu, ki je pred tabo. Ne. Bi pa mogoče še eno stvar omenil, pa mogoče bi te prosil za tvoj komentar, sicer pa to sem že vsaj enkrat omenil v eni izmed naših epizod, da me je enkrat v konzorciju ena referentka tam govorila, ker sem pač tam se pasal malo nad tistimi knjigami in me nekako ocenila, da sem pač očitno, da zahajam v gore in je pol skratka rekla, zakaj danes se več ne piše. Ne? Da je bilo včasih teh knjig več. In mogoče še druga stvar, da sem pa opazil tudi v stiku z pač v naši skupnosti, če tako rečem, pa spet ne zgolj samo alpinistični, da se mogoče mnogokrat kdo ne čuti dovolj, bom rekel, ne, če je alpinist, ni dovolj težkih smeri preplezal in zdaj pač zaradi tega, ne, ker ni recimo neki posegel po nekih zvezdah, ne, da se pa zdaj ne čuti recimo napisati nečesa. Torej, zakaj se manj piše, pa a je res ta neka samoomejitev, če nekdo ni ne vem kaj splezal, po moje to ni dobro, ne? Ker če ima nekdo že neko čut, da bi nekaj se izrazil, ne? Pustimo tehnologijo današnjo, ki omogoča drugih možnosti izražanja, ampak ta neka pisanje je še vedno nekaj univerzalnega, ne? Kakorkoli. Ja, ampak najbrž je pomemben razlog ravno te druge možnosti izražanja danes, ne, ki so vsaj mlajšim generacijam bliže. Ne vem, drugega ne bi vedel. Dejansko nimam ne informacij, ne pregleda na tem, kako mlajše generacije to gledajo. Nasploh se, ne mislim, da je v alpinizmu, ne, nasploh se ne piše manj, ne, prava inflacija pisanja je, piše se veliko več kot kadarkoli. Če so po drugi svetovni vojni, ne vem, okoli leta 50 je išlo v Sloveniji, to sem prav nekaj preveril za eno stvar, na začetku 50-ih let je išlo 7-8 leposlovnih knjig, leposlovnih nasploh, tudi biografije so zraven preštete, ne. To se zdi samo prek 200 romanov, ne, da drugih stvari sploh ne govorim, ne, to pa prebivalstvo se pa ni toliko povečalo, literatura pa tudi nima večjega družbenega ugleda, kot ga je imela takrat, kvečemo manjšega, ne. Tako da piše se kvečemo več, ne. Mislim, da so tukaj mogoče bolj privlačni najbrž drugi mediji, ne vem. Bo verjetno že držal. Bo pa mogoče tudi držal, pa to spet ni moje področje, ampak veliko te verjetno tudi bralne kulture, pa tudi, ne, prej si uporabil izraz vzgoje, ne, se pa začne verjetno pač v nekih družinskih krogih, ne, že z malimi otroci in zelo verjetno se da tam kar nekaj narediti. Absolutno se da, ja, tam je treba začeti, tudi jaz, ko mislim. Mogoče bi mogli tudi to več se pogovarjati sicer v družbi, ne, da pač če čemo ne vem kaj kasneje, ko je vrag že odpeljal, je mogoče težko, dajmo tam. Ne. Kaj bi pa
recimo zdaj, če bi te pa so takole pred zid postavil pa rekel, daj mi saj ene 5, da ne rečem 10 alpinističnih knjig, če na hiter, ne, ker so mogoče bile tebi najbližji. Ali pa so še vedno. Ja, to je skoraj neprijetno vprašanje, ne? Da bom koga spustil, koga pozabil, ampak ja, Zaplotnik je klasika, seveda, moram reči, že name, ki sem bil res velik oboževalec juga v vseh pogledih, da so tudi jugovi planinski spisi naredili velik vtis, če zdaj gledam knjige, ki so zame naredile velik vtis. Danes, ko sem vendarle majčkeno bolj spoznal ne samo juga, ampak prebral kar veliko planinskih vestnikov iz njegovih časov, ne vidim, da so tudi drugi tudi bolj že pisali v tistih časih, no, ampak vseeno, name je to naredil velikanski vtis, Zaplotnikova pot, seveda, to je klasika, pa smo že, da mi je pa čisto malo še ostalo. Od Iztoka prvenc gotov, ne, Korak do sanj, od Matevža Lenarčiča, Smisel in spoznanje, Milana Romiha, Takrat ne počakaj sonce. Jih je še kar nekaj, zdaj moram pri 5 ostati. Zdajle je bilo 5. Pa naj bo 5. Ja. Se opravičujem tistim, ki so še naprej na seznamu, ampak v vsakem primeru bi komu naredil krivico še. Ja, sej to razumem. Ajde še eno hudomušno vprašanje. A si se mogoče zdaj kaj bolj upogumil še za kakšno nadaljno knjigo, potem, ko sta z Iztokom tole napisala, ki ni izključno iz tvojega, če ga rečem, foha, ne? Ne, zaenkrat imam dovolj, se mi zdi. Imaš dovolj. Ja. Ja, pa bom rekel, ker si ravno naš današnji gost, ne, da si pač povabim še poslušalke, poslušalce, gledalce, če kdorkoli pač tole posluša, gleda, da si vzemite v roke tole knjigo. Boste zagotovo imeli kar nekaj prijetnih ur. Tomo, te pa hvala za obisk, pa še na mnoge podvige z Iztokom ali pa s komorkoli že, tudi v vertikalah. In tebi hvala za povabilo in za te lepe želje.